Pozdravljeni še enkrat na odprtju razstave v politični zapornici Jelčin Daršvinar, s katero obeležujemo Mednarodni dan človekovih pravic. Za začetek k besedi vabim direktorico Študijskega centra za narodno spravo, dr. Andrejo Valic-Ver. Lepo pozdravljeni. Zdaj bomo najprej namestili še kakšen stol za koga, ki malo težje stoji. Sicer pa je koncept današnjega dogodka razstava, zato smo odstranili nekaj stolov in vse predstavitev publikacije. Draga prijateljica Jelka Dolinar-Mrak, draga družina Dolinar, sin Lojze, magister Dolinar, dragi vnuki, tukaj z nami vnukinja Viktorija, tukaj zadaj v ozadju sta še dva, torej najstarejši vnuk Matjaž in pa mlajši Aleksander. Mogoče prijete malo bliže, da vaju vidimo. Spoštovani vsi gospe in gospodje, sodelavci Študijskega centra za narodno spravo, lepo pozdravljeni in res sem vesela, da smo se zbrali v tako velikem številu ob izjemno pomembnem dogodku, ki ga danes obeležujemo, kot že rečeno, otvoritev razstave o gospe Dolinar in pa predstavitev publikacije o njej kot politični zapornici. Torej, ideja o tem projektu se je porodila ob ukvarjanju sodelavcev Študijskega centra za narodno spravo s političnimi zaporniki in v tem okviru tudi in veliko s političnimi zapornicami, torej z ženskami. Kot nam je znano, je oblast po drugi svetovni vojni zelo pompozno trdila, da je dala ženskam volilno pravico, da jim je dala tako imenovano emancipacijo. Obenem je pa seveda povsem zamolčala dejstvo, da je ogromno žensk po vojni zaprla v zapore, v taborišča, v delovna taborišča, na različne načine šikanirala, seveda o tem pa se je molčalo. Naj mogoče navedem samo nekaj podatkov, ki jih imamo. Torej, samo leta 1948 je bilo v Sloveniji na prestajanje kazni odvzema prostosti s prisilnim delom v kazensko-poboljševalne zavode poslanih 1861 žensk, od tega 882 tako imenovanih kriminalnih in 979 političnih obsojenk. In če to primerjamo recimo s podatkom izpred vojne, iz leta 1937, ko je bilo v edinem kazenskem zavodu za ženske v Begunjah, na Gorenjskem, zaprtih 102 oziroma naslednje leto 103 ženske. In to z področja celotne takratne Jugoslavije. Vidimo, kako frapantni podatki so o tem, kako je narasel delež zaprtih žensk po drugi svetovni vojni. Rada bi povedala še to, da z nami ni naše drage prijateljice Alenke Puhar, ki se je še posebej ukvarjala z ženskami v kazensko-poboljševalnih zavodih. In kaj je ugotovila, da v recimo temu zahodnih demokratičnih državah je bil delež zaprtih žensk približno 6 do 8% med vsemi zaporniki. Pri nas je bil ta delež po vojni okrog 25%. Torej 25% žensk med zaporniki. Tudi to je šokanten podatek. In se zato te ženske zaslužijo posebno spoštovanje, kot pravi resolucija Evropskega parlamenta iz leta 2009, za svoj pogum, za svojo zvestobo idealom, za svojo požrtvovalnost. To so res junakinje totalitarne dobe. No, jaz sem se z eno od teh junakin srečala prvič leta 2009, ko sem prebrala njeno knjigo
knjigo, ki jo verjetno vsi poznate, če ne vam jo pa toplo priporočam v branje, ker gre za izjemno pričevanje. Njen naslov je Brazde mojega življenja in se me je izjemno dotaknila s svojo silovito pričevansko močjo. Ko Jelka opisuje svoje življenje, svoje trpljenje, izkazuje ogromno poguma in skozi to trpljenje z veliko vero, velikim zaupanjem, pogumom, ljubeznijo je ona zmagovalka. Ona je zmagovalka nad zlom. In to je tisto najbolj pomembno sporočilo Jelke, njene knjige, njenega življenja, vsega, kar je v življenju ustvarila. In zato smo se tudi na študijskem centru odločili, da tej zmagovalki postavimo en poseben spomenik. Poseben spomenik v obliki razstave, v obliki publikacije, ki jo bomo predstavljali ne samo v Sloveniji, ampak tudi izven njenih meja. In z njo širili to sporočilo tudi med mlade. Zato, draga moja Jelka, še enkrat hvala. Hvala tebi, tvojemu sinu, magistru Dolinarju, vnukom, da ste nam pomagali pri uresničitvi tega projekta, ki ga je s finančnim deležem delno podprl tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, za kar se jim tudi seveda zahvaljujem. Hvala seveda mojima dragima sodelavkama, Neži Strajnar in pa Jelki Piškorič, ki sta se tudi zelo potrudili, da sta ta projekt uresničili. Vsem ostalim sodelavcem, ki ste pomagali, hvala dr. Jožetu Možini, ki, bom rekla, je poseben prijatelj, ima posebno mesto v Jelkinem srcu in mislim, da bomo o tem danes tudi še nekaj slišali. Jelka, oprosti, jaz te krtikam, ker sva pač prijateljici in se velikokrat slišiva po telefonu, ti si v špitalu, jaz sem v Kranju ali v Ljubljani, ampak tvoji nasveti, tvoja moč, tvoj pogum nam pomaga pri vztrajanju in hvala ti tudi za to. In skupaj z vsemi sodelavci študijskega centra ti seveda kličem, Bog te živi. Hvala, dr. Vali Zver, za te besede. Kot ste že povedali, tudi dr. Jožeta Možino z Jelkom Dolinar povezuje dolgoletno prijateljstvo. Med drugim je napisal uvod v knjigo Brazde mojega življenja. Decembra 2016 pa je v oddaji Pričevalci predstavil njeno izjemno pričevanje, ki je bilo predvajano v 2 delih. Dr. Možina, vabim vas besedi. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, najprej Jelki, sinu in vnukom, s katerim nas vse veže iskreno prijateljstvo že veliko let. Začelo se je tako, leta mislim, da 2005, ko je kazalo, takrat je bila ena malo bolj zdrava vlada na oblasti, da bi se še lahko kakšen od zločincev v zvezi s povojnimi poboji znašel pred roko pravice. Najdeni so bili zanimivi dokumenti, sem delal tudi zanimive stvari, takrat šlo je za gospoda Tomaža Ribičiča in takrat enkrat me pokliče tak glas starejše gospe in mi pove nekaj zelo pomembnih stvari. Mislim, da je na koncu tudi rekla, da ima ona čisto vest in da ne se le bojijo tisti, zaradi katerih ima ona tako izostren spomin. V naslednjih letih smo se velikokrat slišali, tudi družili, je bila pri nas, bili smo mi pri njej, tako da se poznamo s celo družino, tudi z ženo, z mojimi otroci in jo imajo prisrčno radi, ker gre res za neke vrste spomenik, ki si ga je prislužila za svojim življenjem. Pomislite, kot 19-letno dekle na vlaku skupaj s svojo sestro Kristo z 100 in več ranjenci, ki jih zapustijo zdravniki pri Lescah, maja 1945. In te dve ženski se skupaj z eno zelo malo čredo odločita, da bosta ostali pred grozečo partizansko vojsko, ki prihaja in od katere so lahko upravičeno pričakovali vse najslabše. In ravno iz tega dogodka, draga Jelka, veje moje izredno spoštovanje
ker to je pogum, ne? To je tak pogum, ki ga lahko vsi občudujemo. Potem si zaslužila zapor skupaj z Kristo in izgnanstvo in begunstvo in pa življenje, kakršnega si lahko ustvarila. Nekje v evangeliju, ker nisem tako poučena, pa vendarle je en stavek, ki pravi od ljudi izbrane priče. Ne? Torej so pri vseh dogodkih po zgodovini, tudi najbolj trpkih, Bog poskrbi za to, da nekdo ostane, da nekdo lahko pričuje, da nekdo lahko pričuje za tisto, za resnico, ki se je zgodila. No, in to je Jelka. In zato je tudi zelo pomembno, da tak pričevalec dobi pričevanje na televiziji. Ne? Kar nekaj let smo se o tem pogovarjali, potem tudi našli rešitev, da je to res bilo narejeno na učinkovit način. Nekaj prstov je bilo tudi vmes, ko je nastajala ta knjiga Brazde mojega življenja. In mislim, da sem tam nekje proti koncu napisal, da je vse skupaj en boj. Ne? Življenje je boj. In Jelka je bila na tem bojišču, kar v prvih bojnih linijah. In v tem boju, podobno kot je rekla kolegica Andreja, je zmagala na polju, na bojnem polju, ki se mu reče čista vest. Ne? To je velika zmaga, ki jo nihče ne more vzeti. Draga Jelka, hvala tebi in tudi vsem tvojim, Lojzetu in vsej družini. Hvala. Zdaj pa gremo v bistvu današnjega srečanja razstavi skozi čas preizkušenj. Kako je nastala, nam bo predstavila Neža Strajnar. Neža, izvoli. Najprej lep pozdrav. Kot je že Jelka napovedala, bom na kratko predstavila, kako je nastala ta razstava in publikacija, ki razstavo spremlja. Konkretno je ideja za razstavo začela nastajati v letu 2016, ko smo se prijavili na razpis Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Na njihove razpise se prijavljamo vsako leto, ker je ena pomembnih dejavnosti Študijskega centra za narodno spravo tudi sodelovanje s Slovenci, ki živijo v tujini in po svetu. In ker smo želeli nadaljevati s projektom, ki je lansko leto bil zelo dobro sprejet, ko sta dve naši sodelavki izdali dvojezično publikacijo o begunski poti družine Adamič iz Sodražice. Ugotavljamo namreč, da osebne izkušnje in zgodbe pritegnejo širšo publiko in nagovarjajo tudi mlade. S pomočjo osebnih zgodb lažje razumemo širše družbene in zgodovinske procese, med njimi tudi ta vojni in povojni čas, ki je slovensko družbo zelo zaznamoval. Seveda pa ideja za razstavo ni tako nova, ampak kot je že direktorica dr. Andreja Valič-Zver omenila, sega že v leto 2009, ko smo v naših prostorih prvič gostili gospo Jelko Mrak-Dolinar in z njo posneli bogato pričevanje. Naša želja je bila, da bi skozi njeno osebno zgodbo prikazali to usodno dogajanje ob koncu vojne, delovanje povojnega komunističnega sodnega sistema in razmere v ženskih kazenskih ustanovah. Osebna izkušnja gospe Jelke Mrak-Dolinar, ki je predstavljena na razstavi in še bolj podrobneje v publikaciji, nam piše prav posebej pretresljivo zgodbo. Govori namreč najprej o begunstvu njenih staršev zaradi fašističnega nasilja na Primorskem, o izselitvi družine strani Nemcev v času okupacije in predvsem o begu pred komunističnim nasiljem. Ko se je ob koncu vojne skupaj z domobranci in nasprotniki komunizma želela umakniti na Koroško, je po spletu okoliščin obtičala ujeta na vlaku skupaj z domobranskimi ranjenci. Ta njena junaška, pogumna odločitev in odločitev njene sestre Kriste, da v nasprotju z večino zdravniškega osebja ne zapustita nemočnih ljudi v stiski, je v bistvu v nadaljevanju privedla do tega, da jo je povojna oblast kaznovala. Tukaj predlagam, da si najprej ogledamo odlomek, v katerem gospa Jelka opisuje dogajanje tik preden so jih zajeli partizani.
Odlomek je vzet iz oddaje Pričevalci. Ta izredno pomembno in pretresljivo pričevanje je posebno dr. Jože Možina. In mi pridemo do punkta, da mogoče to je šel do račun, da železnico, ker smo počaka, da železnico, zakaj ne gremo naprej, rečeva, zasedla od spredi, zasedla od zadnje. Potem kontrator reče, to ni slabo dobenega mikrofona, to je vse slišalo, kaj se čakalo, kaj bo. Takrat pa glavno reče tako, ne piši, kdor hoče, kdor mora, ne ostane, kdor hoče. Takrat je ga poskakalo se živa in smrlo, da se bi tudi spremljalci mladencev. Kot da nas je ostalo, smo se prešteli, da se je ostalo 120 ali 130, nekaj 130 tačkih mladencev, takih nepraciovicev. In potem pa bogoslovca, doktor Jelko, duhovnik, dve diplomiranih sestri, ja pa vidve sestro, pa še prijateljica, da pa še ena Šušteršiča, da se pa šlo. Gospod Dolina, se pravi, strah je bil v tem, da so partizani obkolili vlad. In vsi zdravniki, vse je zdržalo. Vse je zdržalo, vsi zdravniki. In moja sestra spodi, da šlo je na eno narkodu, s kim se je tudi popravila. Se pa smo se razdelili, da je vsaka šel kušati. In jaz rečem, Krista, kaj boš pa ti? Je rekla, Jelka, čisto odločila, tu se nam ena bolta nekaj. A veš, kakšni reveži so? Vse so se skozi borili za veselke. Jaz bom ustavila, srednjega pa jaz sem naprej enim letom, da Primorskem sem vrta in smo takrat ušli z mano. Pa veš, jaz zdaj kakšen strah sem in sem vedla, drugač. In je jaz rekla, tudi jaz bom ustavila. Ampak prema, da pa prav jaz tudi. In tako smo ustavili. Pokutno je se pa slišal besede duhovna Jelka, ki nas je zdravil. Odzudaj, ampak tako najglasno govoril. Rekel, tukaj smo. Odločili smo se prisilno, da bomo ostali, ali bomo šli v smrt, ali pa življenje. To je bil prstov, da bi je dal blagoslov. Odrezal? Spoveda, borili smo, da nas vse. In to je bila zelo težko odločitev. Ampak to je nisem pa nikdar občali do tako. Ta njena odločitev, oziroma odločitev, ki sta jo sprejeli skupaj s sestro, je nato privedla do tega, da sta namesto med begunci v Avstriji pristali v taborišču Šentvidu nad Ljubljano, pozneje pa v različnih ženskih zaporih. Če se ozremo po panojih v tem prostoru, lahko vidimo po naslovih, kje vse je bila zaprta.
Najprej je v bistvu preživela koncentracijsko taborišče v Šentvidu. Bila zaprta v sodnih zaporih na Miklošičevi. Po obsodbi je zaporno kazen prestajala najprej v Begunja, nato v Reichenburgu. Zelo težko obdobje je doživela na cesti Bratstva in enotnosti. V januarju leta 1951 pa je končno dočakala pomilostitev v Reichenburgu. Pri tem je treba posebej poudariti, da so bili sodni postopki proti njej politično motivirani. Na njenem primeru lahko vidimo, kaj neka ideologija lahko naredi posameznikom. Komunizem oziroma komunistični sistem je Jelki ukradel mladost. Kot boste videli, sva imeli z soavtorico razstave Jelko največje težave, ko sva zbirali fotografije za to obdobje, ko je bila gospa Jelka zaprta. Pregledali sva veliko arhivskega gradiva v Arhivu Republike Slovenije, v Zgodovinskem arhivu Ljubljane, tudi bogato fototeko, ki jo ima Muzej novejše zgodovine, pa niso našli nobenih fotografij zapornikov. O tem bi lahko še veliko govorila, ampak da ne bom predolga, vas res vabim, da si na koncu vzamete čas in v miru preberete Jelkino zgodbo. Saj, kot je zapisala avstrijska veleposlanica v Sloveniji, magistra Zigrid Berka, življenjska pot gospe Jelke Mrak-Dolinar kaže na dramatičnost takratnega časa, ki si ga je potrebno zmeraj znova prikazati, da nam ne uide iz spomina. Sneža, hvala za predstavitev. Ob koncu bi se obedve Snežo zelo radi zahvalili gospe Jelki Mrak-Dolinar in njenemu sinu magistru Lojzu Dolinarju za vso pomoč pri nastanku razstave in pri nastanku publikacije, za vso slikovno in dokumentarno gradivo, ki ga lahko vidite in ki sta ga ona pa posredovala. Zdaj bi pa rada povabila oba, da spregovorita kaj besed, kakšne misli o razstavi. Če smem najprej jaz. Jaz se najlepše zahvaljujem vam, ki sta avtorici te knjige, za vajno sodelovanje institutu. Andrej, najlepša hvala za tvoj angažmo. Vsem tistim, ki ste prispevali, da je ta knjiga nastala, da je ta razstava nastala. Jaz osebno sem mnenja, da samo očiščene rane lahko zacelijo. In menim, da je to tako ena injekcija v tisto rano, ki mora zaceliti in ki razvaja naš slovenski narod. In če smo s tem lahko nekoliko pripomogli, bom zelo srečen. Še enkrat najlepša hvala vam vsem, Jožetu tudi, ki je vedno spremljal mamo in vem, da je to neverjetno prijateljstvo med vama. Sem pa tudi mnenja, da si je mama to zaslužila. Dostojno ni, da se ni, ampak tako je, če človek se može to razumeti. Najlepša hvala vsem, ki so mi pomagali. In vsem, če je še kdo mogoče živ in zdrav, ki so nam pošiljali pakete, si drugač bil v zaporu, kar počasi še prišli. Jaz sem bila zelo bolana, sem imela to prednost, da so se me vse bolezni prijele, kar je zdobno v zaporu in po avtocesti možno tipusi za reči. Ja, nisem mislila, da me bo Bog in Marija Brezjanska vprašala časa. To so mi bile v pomoč
to so, na te sem se obrnila, ker je bilo prav težko v življenju. In kot vidite, da bi jaz se pomagala, če ne, danes ne bi bila tukaj. In vsem še enkrat hvala. Centra, Hvala lepa vsem sodelujočim. S tem zaključujemo uradni del, vabim pa vas, da si v miru ogledate razstavo. Na voljo smo vam tudi za dodatne vprašanja ali pojasnila. Ob izhodu pa lahko kupite spremljajočo publikacijo po promocijski ceni 12 €. Hvala.